No, kar se tiče kontrole in pa nadzora nad zračnim prostorom Republike Slovenije, moram povedati, da je zanj dobro in ustrezno poskrbljeno, in sicer v okviru operacije Zveze NATO, v katero je treba prispevati 3 različne vrste zmogljivosti, in sicer najprej zmogljivost vodenja in poveljevanja nadzora nad zračnim prostorom, potem zmogljivosti, ki zadevajo usmerjanje in nadzor nad lastnim prostorom, ki ga izvajamo stav, se pravi z lastnimi radarji in pa z svojim operativnim centrom na Brniku. In tretja zmogljivost so lovci prestrezniki, ki pa jih v primeru nadzora nad slovenskim zračnim prostorom prispeva v NATO-vo operacijo Republika Italija. No, jaz ne morem komentirati pogovorov, pri katerih sama nisem bila. Vsekakor bomo proučili vse predloge in vse zamisli. Moram pa povedati, da ne glede na to, kako dobri so lahko ti predlogi, moramo upoštevati, da tako v okviru resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, kot tudi v srednjeročnih programih razvoja Slovenske vojske ni denarja, ni finančnih sredstev, zato da bi si lahko privoščili kakršnokoli obliko lastnih prestreznikov, bodisi slovenskih ali v sodelovanju s kakšno drugo državo. Tako da smo veseli, da nam Zveza NATO in v okviru Zveze NATO tudi Republika Italija nudi možnost ustreznega nadzora in pa seveda varovanja našega zračnega prostora.